Pozdravljeni na online tečaju za program Tesla za osnovnošolce. Nažalost se ne moremo srečati v živo, zato smo vam pripravili takšne kratke videe, kratke, kolikor pogledaš. Jaz predlagam, da kar začnemo in da v bistvu se najprej vpišete kar noter v svoj Tinkercad račun. Zdaj dobili ste nek poseben link, in ta link vas pripelje do naslovne strani, kjer vpišete svoj nickname, to je vzdevek. Vaš vzdevek je ime, priimek, vse skupaj. In ko napišete, kliknete That's me, to pomeni, to sem jaz. Takole, zdaj smo prileteli kar že na naslovno stran. Nazadnje, ko smo to uporabljali, smo tole kliknili, tele 3D Designs pa Create New Design. Danes bomo videli, da ima Tinkercad več možnosti in nas bo najbolj zanimala ta druga možnost, srkec. In bomo kar kliknili na tole zelen gumb, kjer bomo naredili novo vezje. Tako. Takole izgleda zdaj naša delovna površina. To delovno površino bomo zapolnili zdaj s komponentami in komponente lahko vidimo na desni strani. Zdaj vidite, da jih je zelo veliko različnih, kakšne ste videli že v živo, kakšne vidite prvič, ampak nič hudega. Zdaj pogledali smo samo osnovne, če kliknete vzgoraj še pod all, boste našli še kakšne malo bolj zahtevne ali pa mogoče zabavne in jih lahko sprobate tudi sami doma. Danes se bomo lotili kar Arduina in bomo zatikali noter v našo prototipno ploščico, zato dajmo najti kar breadboard čisto spodaj. Jaz sem vzela ta majčkeno, vi lahko vzamete kakšne druge velikosti in sem jo kar povlekla noter na delovno površino. Torej kliknem nanjo in jo kar povlečem in spustim v našo delovno površino. Zraven nje sem dodala še Arduino Uno, ki smo ga največkrat uporabljali in ga bomo uporabljali tudi danes. Tako, zdaj sta ona dva postavljena, pa dajmo kar pogledati, kaj bomo danes vzeli. V bistvu je to en tak senzor kot DHT senzor in ima sicer 3 nogice, je polkrožen in je samo temperaturni. DHT je za vlago in temperaturo, ta nam bo pa meril samo temperaturo. Delovanje je zelo podobno in koda je zelo podobna tisti, ki je za DHT, pa bomo malo obnovili, kaj ste se zdaj samostojno naučili v zadnjih tednih. Torej, tale stvar ima 3 nogice in vsakič, ko hočete pogledati, kako te nogice izgledajo, ali so plus, minus ali signal, lahko napišete pinout. Dobro, pa dajmo kar zdaj TMP36 najdete med našimi komponentami. Jaz sem ga že kar tako najdla, evo, se mi je naložil in sem ga povlekla noter v naš breadboard. Super, evo. In mogoče bomo šli kdaj malo prehiter, zato lahko vmes popavzate video, sami povežete in potem pridete nazaj. Tako, zdaj bom jaz povezala našo napajalno linijo. To smo se že učili, da sta naša napajalna linija plus in minus. Najprej bom povezala naš plus in ga označila z red. Tokrat ne bomo vzeli 5 voltov, ampak 3,3 volte. Ja, in zdaj ta drug del naše napajalne linije je naš minus, naš GND, ki je v osnovi obarvan črno. Tako, zdaj smo povezali napajalno linijo in bomo kar povezali že temperaturni senzor. Na desni strani bomo dali minus nogico, torej našo GND, in bomo povezali jo s črno, potem bomo povezali drugi del napajanja, torej naš plusek, naš 3,3 volte z rdečo. Takole jaz spreminjam barve, zaradi tega, da bo lažje debagirati, če karkoli narobe. Sta sredinska, če hoveramo čez, če pridemo blizu, nam napiše v out. To je pa naša signal linija. Našo signal linijo bomo povezali kar na A0, naš analogni vhod. Analogni vhod smo mogoče že spoznali, se pogovarjali o tem, kaj je razlika med digitalnim in analognim. Analogno je, da ima lahko veliko več kot samo 2 vrednosti. Torej, A1 ali 0,
ta signal bo imel veliko več vrednosti, bomo videli, kolikšna bo ta številka pozneje, ampak ne bo samo 1, 0 oziroma on-off, ampak bo veliko več, tako kot je v razkazalci. No, pa bomo napisali kodo bomo poklikali tam zgoraj, vidite, da imate kod, jaz se slej že igram, pogledam, da so najprej samo bloki, pa potem imamo bloke in tekst. Jaz pa želim samo tekst in v bistvu se strinjam s tem, da mi vse pobriše. Zdaj tlej po defaultu ponavadi napiše kar našo blink kodo, ki danes ne bomo potrebovali, ker jo v bistvu že znamo sami napisati. Evo, in to je naš zdaj nastavek. Ta nastavek je tako kot pri Arduinu in imamo na začetku void setup in void loop. Najprej, čisto na začetku, bomo deklarirali spremenljivko, kot ponavadi, nazadnje je bila to ledica. Tokrat pa bo naša kar signalna linija od senzorja za temperaturo. Jaz sem si izbrala ime spremenljivke kot pin.tmp, ne pozabite v spredje dati int, torej int pin.tmp je enako a0, ker je povezana na a0 in naš stavek, naša vrstica, tako kot vsak stavek, vsaka poved v slovenščini piko, ima ona podpičje. Super, ok, to smo deklarirali. Zdaj pa kaj bomo rabili? Zdaj bomo začeli uporabljati eno posebno spremenljivko, ki se imenuje float. Zdaj int so celoštevilske, to so 1, 2 in tako naprej. Zdaj pa mi bomo pa želeli tokrat zapisati številke, ki imajo decimalno vejico oziroma decimalno piko tukaj, kot so 3.0, 3.15, 12.47. In to je naša float spremenljivka. No, zdaj tole zbrišem. Ok, zdaj bomo potrebovali 3 spremenljivke. Najprej bomo izvedli eno meritev in jo shranili v eno spremenljivko. Potem bomo naredili nek izračun napetosti in to napetost potem pretvorili kar v temperaturo. Torej, naredili bomo en poračun med temi 3 spremenljivkami. Najprej bomo prebrali, pol bomo nekaj poračunali in pol iz te napetosti poračunali še ven temperaturo. Evo, super. Zdaj pa kar v void setup napišemo serial.begin. Serial.begin bomo videli potlej, zakaj ga v bistvu potrebujemo, v oklepajih pa 9600, to je koliko hiter se v bistvu zapisujejo ali pošiljajo podatki med Arduinom in našim računalnikom. To pomeni, da bomo lahko v bistvu skozi serial monitor gledali podatke, ki jih bomo seveda mogli pošiljati. Ja. Pa dajmo kar na začetku, že v loopu, to se bo zdaj loopalo, to pomeni, da se bo ponavljalo v zanki, kar definirati meritev. Meritev bomo izvedeli z analog readom, torej analogno bomo prebrali naš pin.tmp. Prebrali bomo neko vrednost, nek signal, ki ga bo ta naš senzor zaznaval. Ok, analog, ker bomo delali z analognimi meritvami, torej ne bosta samo 1 ali pa 0, ampak bo jih mnogo več. Potem bomo pa napetost poračunali po enim enačbi, ki sem jo jaz najdla na internetu, in sicer bomo najprej našo meritev delili s 1024. Zakaj? Zato, ker želimo zdaj to nekako poenostaviti in iz analog reada bomo dobivali meritve do vrednosti od 0, ja, meritve te, ki jih bomo dobili z signalne linije, bosta med 0 in 1023. In če se štejemo, koliko je vseh teh možnih meritev, jih je 1024. Torej, ne bomo dobili samo 1 ali pa 0, ampak bomo dobili tudi še 1000, pa 750 in tako naprej. In zdaj bomo to pomnožili še s 3,3, to pa zato, ker imamo našo signalno linijo 3,3 volte. Ja? In na tak način bomo našo meritev, neko številkico, dobili z tega, jo delili s 1024 in jo množili s 3,3, zaradi tega, da bomo dobili ven napetost. Zdaj to zveni kot ena hulala, težka matematika, ni nič takega, jaz sem jo tudi najdla na internetu. Bistvo te vrstice pa je, da bomo dobivali zdaj tle napetosti med 0 pa 3,3 volti. In to je zato, da bomo mi lažje temperaturo potem naprej poračunali. Ja, temperaturo bomo poračunali tako, da bomo od napetosti najprej odšteli 0,5, to je neka naša začetna napetost bo 0,5 voltov, to zaenkrat, temu se reče offset, tega zaenkrat ne potrebujete res vedeti.
Super, ok. Zdaj pa, da pogledamo še malo kodo, da imate priložnost še naprej pogledati. Tamle smo dodali še krat 100, to pa zato, da bomo lahko v bistvu spremenili našo napetost v dejansko temperaturo v Celzijah. Torej iz nekih vrednosti, kot so 0,2, 0,3, 0,75, bomo pol dobivali dejanske temperature. Zdaj pa hitro preglejte vašo kodo, če je v bistvu enaka tej, ki je napisana gor. Tako. Ok, pa bomo šli naprej. Zdaj pa želimo mi te podatke videti in to bomo pa delali s serial printom. Ja? To pomeni, da bomo v naš serial monitor, v nek monitor, kjer se bomo pogovarjali med Arduinom in računalnikom, zapisali neke vrednosti. In najprej bomo napisali serial print napetost. Te dvojne oklepajčke oziroma narekovajčke dobite z Shift 2, če kliknete Shift 2 in v naslednji vrstici pol izpisujem kar že neke vrednosti. Zdaj pa zaštartam simulacijo in da pogledam, Arduino se je prižgal, se je priklopil, vse je v redu, nič rdečega ne žmika. Kliknem spodaj na serial monitor in tle se mi zdaj v eni vrsti izpisujejo neke vrednosti. Pa bom ustavila to našo simulacijo in bom popravila malo kodo, da ne bojo ena zraven druge, ampak ena za drugo. To pomeni, da bom tlele v drugi vrsti dodala LN, da bom v bistvu printala vsako linijo posebej, vsakič v novo vrstico. Ja? Prebrala bom, kakšna je napetost in potem sprintala ven njeno vrednost. Super, ok, zdaj napetost že izpisujemo, na enak način bomo pa izpisovali tudi temperaturo. Zdaj bomo pač pokopirali to lahko kopirate z CTRL, pa kliknete C zraven in potem to v spodji prilepite z CTRL plus V. Tako, tle bom še enkrat napisala, kako je copy oziroma kopira in potem paste, da vam bo lažje. Ne vas ne zmoti, da zdaj dvakrat više napetost in napetost. Bomo takoj popravili v temperaturo. In zdaj zaenkrat bi mogli mi iz našega senzorja dobivati neko vrednost, to preračunati v napetost in iz napetosti izračunati temperaturo. Zdaj smo pa na koncu še dodali en del kode, kjer v bistvu to temperaturo in napetost izpisujemo v našem preglednem serial monitorju. Tako. Ok. To je celotna koda za enkrat. Ja. Dajmo startati simulacijo. Pogledamo v serial monitor in izpisujejo se nam neke cifre. Super. Odlično. Zdaj, te cifre, se izpisujejo prav, so hitre in če ustavimo simulacijo, lahko pogledamo, da so v bistvu te cifre skozi enake. Ja, če pogledamo, neprestano so enake. Zakaj to? Zato, ker naš temperaturni senzor v tejle simulaciji ne more brati nobenih dejanskih vrednosti, on samo v bistvu prebere kar nekaj, kar eno konstantno vrednost in to je to. In zdaj bomo mi posimulirali tako, da bomo spoznali novo komponento, in bomo posimulirali kot zunanjost. To komponento ste po mojem že vsi videli ali pa vsaj kdaj srečali, imenuje se potenciometer. Ta stvar se tako vrti, to je tak vijak, in takrat, ko se ona vrti levo pa desno, se spreminja upornost. To je v bistvu kot nek spremenljiv upor. In s tem vrtenjem, ko bomo spreminjali upornost, se bo on obnašal tako, kot če bi mi ročno premikali fizično upore. En upor, pa pol drug upor, pa tretji upor. Tukaj je en sam upor, ki ga lahko sami spreminjamo. On ima 3 nogice, napajalni nogici in že spet signalno nogico. Tako kot naša komponenta, naš senzor. Evo, super. Bomo zdaj kar počasi dodali. Kodo skril in bomo najdel tukaj noter potenciometer. Napiše se potentiometer, ponovadi vam bo že kar takoj pokazal, če vam pa ne rata,
pa lahko pavzate, pa potem v bistvu greste naprej. Evo, super. Ja, zdaj potenciometer vidimo, da je take modre barve, krasne, in ga bomo kar povezali. Tle 3 nogice sem jaz najprej preverila, katera je plus, katera je minus, katera je signalna. In zdaj sem se odločila, da bo moja leva plusek, moja desna GND, opala, malo je šla, bo GND, in moja signalna linija, ta srednja, se bo povezala že spet, ker pač ima ne samo eno vrednost, ampak mnogo vrednosti. Potenciometer je tako kot ura, nima samo 2 vrednosti, ampak jih ima mnogo, že spet povezala na nek analogen vhod. Evo, direkt zraven, kar na A1. Ok, zdaj še malo popravim, da malo lepše zgleda, pa da imate vi čas še popraviti. Super, odlično. Ja, in zdaj, če pogledamo, ja, ko kliknemo na njega, mu tukaj lahko še spremenimo, do kakšnih vrednosti on lahko pride. Jaz sem si tukaj izbrala, da bo prišlo do največ 1000 ohmov. Kar je v bistvu, za tiste, ki ste že mogoče v malo višjih razredih, zelo preprosto, 1 kiloohm. Torej 1000 ohmov je 1 kiloohm. Torej 1000 gramov, 1 kilogram. Ja, tukaj naredimo tako, da kliknemo gor in potem tam zgori spremenimo. Super, odlično. Zdaj že spet kliknemo kod, da bomo lahko ta naš potenciometer dodali zraven. Ok, najprej moramo kot vedno definirati našo spremenljivko. Jaz sem si izbrala pin pod kot pin potenciometra, da je čim krajša. In če pogledam, je ona povezana na A1. Ne pozabim na podpičje, seveda. Ja, in to je naša ključna stvar zdaj. Zdaj bomo to uporabljali kot meritev. Namesto tega, da beremo tisti signalček, ki je pač fiksen, bomo zdaj simulirali. Zdaj bomo najprej pokomentirali to našo meritev. To naredimo tako, da damo dvakrat slash. Kako slash dobim? Dvakrat slash dobim, če držim shift, to je taka puščica navzgor, pa kliknem 7, se mi bo nadil en, jaz rabim 2, zaradi tega, da se mi zakomentira, in Arduino tega ne bo bral kot neke kode, ampak kot nek komentar, ki je irrelevanten za delovanje kode. V redu. In zdaj bom kot meritev, ki smo jo prej definirali kot analog read pin TMP, zdaj napisala pin pod, torej za potenciometer, ne pa za temperaturni senzor. Ja, in zdaj bomo brali z potenciometra dol naše vrednosti. Super. Kako bomo brali? Zdaj bomo zagnali simulacijo in jaz zdaj gledam, ok, neke fiksne, če zdaj kliknem na njega, ga lahko premikam. In takrat, ko ga obračam, se mi spreminjajo tudi številke. Številke grejo lahko tudi v minus, lahko grejo v plus, do nekje 170 pride in tle na sredini je nekje 50 stopinj ali čez 50. Če želim spreminjati kodo, moram vedno ustaviti simulacijo. Ja? Zdaj bom dodala še en manjši delay, recimo pol sekunde, zaradi tega, da se ne toliko hitro izpisujejo. No ja, pol sekunde je kar veliko, mogoče reči, da najprej 100 milisekund, to je 5-krat manj, pa da vidimo, kaj se zgodi, če se že kaj lepš izpisuje, ja, še vedno kar šiba. Vseeno mora biti dosti mehna ta vrednost, tako mehen ta naš delay časovni, ki smo ga že spoznali pri utripanju ledic, da bo on dovolj hitro zaznaval naše pomike potenciometra. Ja, če dam 500, bo mogoče še vedno delovalo fino, pa da vidim, ja, na pol sekunde, bolj počasi, ampak še vedno gre. Ja, super. Naše vrednosti pa se seveda spreminjajo in grejo od 0 do 3,3 volte oziroma od minus 50 stopinj do nekje 170 stopinj. Tako. Super. Ja, tako. Zdaj ustavim simulacijo in na koncu še malo popravim moj delay, ga bom vseeno dala nekje na 200, da bo lih prav. Tako se meni zdi lih prav. Tako, odlično.
s tem delom smo končali, zdaj pa pojmo na naslednji del. Zdaj, če ste utrujeni, se lahko malo pauzirate, pa greste potem z nami naprej. Super. Zdaj potenciometer smo prebrali v serial monitorju, temperometer smo dodali in zdaj bomo nekako zaznavali še z neko drugo komponento. Ta komponenta je vsem znana ledica. Jaz sem si izbrala kar rdečo, mislim, da kar rdeča barva, super. In tukaj že spet lahko pogledam, da noter ne vidim, kjer je plus, kjer je pa minus, pozorni tudi ne, ampak če takole hoveram, lahko vidim, da mi piše cathode pa anode. Ja, in zdaj, da če napišem eno kratico PA, pozitivna anoda, K, negativna katoda, punk. Tako kot zvrst muzike, punk se mogoče malo drugače napiše, ampak na tak način so si tudi jaz v šoli najlažje zapomnila, katera je pozitivna, katera pa negativna. Torej, punk, pozitivna, negativna katoda, evo, super. To si velja zapomniti za vselej, to vam bo sigurno pomagalo kdaj. No pa da zdaj tole zbrišemo, ok, super. Pa da našo ledico lepo povežem. Zdaj, kako si jaz premikam levo, desno, v bistvu, če vrtim kolešček naprej nazaj, grem, približujem in se oddaljujem, če pa držim desno tipko, ne levo, ampak desno, lahko premikam po celi površini. Dobro, ledico torej pozitivno povežemo na plus, negativni pa moramo dodati še dodatnega uporabnika, da se spomnimo, ker je pač sicer naš vir prevelik za našega uporabnika, za našo ledico, dodamo še upor. In ta upor naj bo nekje 220 ali pa 200 ohmov velik, tako. Naš upor tudi služi za neko povezavo. Tako, to sem spremenila. Super. Zdaj pa tako, če želimo mi ledico programirati, zdaj bi jo samo dodali na vir, je krasno. Ampak zdaj, če jo želim programirati, pa ona ni prav zvezana. Ja. In ta trik moramo narediti tako, da namesto na napajalno linijo, naš plusek, povežemo rajš na nek pin. Ja. Zdaj, tokrat sem si jaz zbrala ne analogen pin, ampak kar digitalen, ker lučka ni treba, da semi gori ali pa zelo malo gori, zelo veliko gori, lahko samo gori ali pa ne gori. Tako. Super, zbrala sem si turkizno barvo, pa malo polepšala ta našo povezavo, da je ona krasna, super, odlično. In zdaj bomo mi našo ledico dodali noter v kodo. Skozi to ledico bomo potem tudi spoznali, za nekatere spoznali, za nekatere utrdili en del naše kode. Ok, na začetku kar deklariramo spremenljivko INT, pin led je 2 in ne pozabljamo na podpiče. Tako, super. Kot ponavadi ne smemo pozabiti v setupu definirati načina pina, to je pin mode. Najprej, kater pin določamo, naš pin led in ga določimo kot output, to je naša izhodna enota. Tega ne smemo pozabiti. Ja, super. Za naš pin led in to je naša izhodna enota. Krasno. Ok, in kaj se bo zdaj dogajalo z našo ledico? Kako jo bomo zdaj dodali? Gledali bomo našo temperaturo. Ja? Gledali bomo temperaturo. In če bo naša temperatura višja od 50, višja od 50 stopinj, oziroma ker pač ne uporabljamo stopinj, lahko samo 50 napišem, večje kot 50, ne lučka zagori. To pomeni, da pač, če se je toliko pregrelo v naši sobi, je nekaj hudo narobe in lučka bo začela goreti. Ja, super. Kako to naredimo? Ja, uporabljali bomo en nov ali pa star, kakor pogledamo, stavek
In namesto, da vedno, kot razmišljamo ko, moramo zdaj začeti razmišljati če. Torej, ne ko bo prevelika temperatura, ampak če bo prevelika temperatura. In če v angleščini napišemo z besedico if. Če stavke oziroma if stavke smo načeloma že spoznali tudi pri ledicah, mlajša in starejša skupina načeloma, ampak to si velja zapomniti, da zdaj vedno razmišljamo če. In če uporabimo besedo če, bomo že kar takoj vedeli, da uporabimo if stavek. Super. If stavek napišemo z kar noter v void loop, tamle spodaj sem ga jaz dodala, if, in potem damo oklepaj in noter damo naš pogoj. Naš pogoj je temperatura večja od 50. Zaklepaj. Ja, 50 dam s pikico, pika 0, ker uporabljamo float vrednosti. Super. Zdaj, zaobljene tele naše oklepaje, jaz vedno naredim z Alt-Gr, držim Alt-Gr in za oklepaj kliknem B, za zaklepaj pa N. Tako tam zgori napišem, da vam bo lažje, torej držim Alt-Gr, to je na desni strani zraven presledka, zraven spacebara, ja, in potem B in N. Ja. Te naše oklepajčke uporabljamo kot oblake in v te oblake potem pišemo, kaj se zgodi, če se nekaj zgodi. Torej, če se naš pogoj obvelja, če je naš pogoj, torej temperatura višja od 50 stopinj, naj se lučka zasveti. Lučka pa zasveti, ta izraz že dolgo poznamo, digital write, dvojni V z veliko, oklepaj, pin, led, vejca, 1, lahko uporabimo 1, lahko uporabimo pa hi. Kakor v bistvu vam je lažje, kakor ste se naučili, jaz bom tukaj kar obdržala 1, torej lučka prižge. Ja, ok, lučka bo torej prižgala, če bo temperatura večja kot 50, pa dajmo probati simulacijo. Ok, simulacija dela, Arduino se je prižgal, super. In zdaj bomo mi v bistvu to preverjali tako, da bomo poleg serial monitorja gledali še v ledico, poleg tega pa vrteli potenciometer. In potenciometer bo počasi prišel nad 50 stopinj, super. In zdaj smo nad 50, 50, 50 in zdaj dajmo nekaj probati. Ok, in zdaj grem jaz nekako pod 50, lučka pa še kar gori. Ja. To ni najbolj fino. To pomeni, da tudi takrat, ker ni več bolj vroče kot 50 stopinj, ja, bo ona še vedno gorela. Če želimo spremeniti, tako da ustavimo simulacijo in v bistvu dodamo drugi del našega if stavka. Torej, najprej začnemo. Če je nek pogoj, ja, torej ta pogoj je bil izpolnjen, ja, sicer naj pa lučka ne zagori. Ja, to moramo tudi tokrat povedati, če ne bo nikoli ugasnila. Enkrat se bo prižgala in ne bo nikoli več ugasnila in to moramo zdaj mi v bistvu računalniku v naši programski kodi povedati. Tako, torej, če sicer. Sicer v angleščini napišemo z besedico else, else. Tokrat ne rabimo oklepajev, ampak samo v bistvu naše oblačke. Ja, tako. Super, in v naše oblačke napišemo digital write, torej ugasnemo ledico, to tudi že samostojno vas veliko zna, z ničlo, oklepaj in podpičje, kot vedno. Super. Tokrat pa bi mogla tako, da zdaj potem delati. Če zaštartam simulacijo, odprem serial monitor, da lahko preverjamo, kdaj bo 50 stopinj, evo, in lučka se bo prižgala. Ja, lučka še kar gori in zdaj bo lučka ugasnila. Super, odlično. Naša koda zdaj deluje. Zdaj se lahko tudi samostojno malo igrate s tem. Tako da ja. Ustavimo simulacijo. Zdaj za vse tiste, ki vam mogoče ni ratalo, je tukaj še koda in povezava. Tisti, ki vam je ratalo, zdaj lahko še malo pregledate svoje kodo, če bi lahko malo lepšali, ampak to je ena tak hiter intermeco,
da lahko popravite. Zdaj tudi priložnost, da pauzirate. In zdaj bomo šli naprej. Super. Zaključili smo tutorial, zdaj sta pa pred vami dva izziva. In prvi izziv, ki ga je treba narediti, je, da v bistvu povežete zraven RGB ledico in če je pod ničlo, naj gori modra, če je med 0 in 50 stopinj, naj gori zelena in če je nad 50 stopinj, naj gori rdeča. Ja, povezavo RGB ledice lahko vidite tukaj, koda naj bo pa skrita zaenkrat. Ampak to je zdaj vaša naloga. Zdaj pa drugi izziv bo mogoče malo bolj zabaven, bo pa v bistvu povezati piezo buzzer. Piezo buzzer, torej piskač, takrat, ko bo več kot 50. In takrat, ko bo več kot 50, takole nadležno začne piskati. Ja, ko je manj kot 50, ne piska več. Tako, to sta zdaj ta dva vaša izziva. Dajte se probati, malo poigrati, če boste rabili kakšno pomoč, smo pa definitivno na voljo. In jih do nedelje sestavite v Tinkercadu. Tako. Najlepša hvala za pozornost, pa se vidimo oziroma slišimo vsaj zelo kmalu.